Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V četrtek je bila 4. redna seja Jeseniškega občinskega sveta. Med najpomembnejšimi točkami je bila druga obravnava proračuna za letos, ki so ga svetniki sprejeli soglasno. Na seji so bili obravnavani tudi predlog letnega programa športa v občini Jesenice za letošnje leto, predlog letnega programa kulture za letošnje leto, predlog letnega programa izobraževanja v občini Jesenice prav tako za letos in predlog letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacij v občini Jesenice za letos. Poleg teh točk pa tudi predlog sprememb in dopolnitev meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice. Vsi predlogi so bili potrjeni. Kljub nasprotovanju neodvisnih list je bil sprejet predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Jesenice, ki političnim strankam, ki so glede na rezultat na lokalnih volitvah leta 2014 do tega upravičene, omogoča mesečno financiranje iz občinskega proračuna. Svetniki in svetnice so za 5-letno mandatno obdobje imenovali direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice. To funkcijo bo opravljala Irena Lačan Benedičič. Obenem so podali tudi pozitivno mnenje k ponovnemu imenovanju ravnateljice osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice Branke Ščap. Na zadnji seji občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga praznujejo 20. marca, svetniki in svetnice praviloma potrjujejo tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice. Začasno občanko so potrdili doktorico Bredo Oblak, redno profesorico glasbene metodike oziroma didaktike na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter prejemnico Sokratovega odličja in nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Za prejemnike plakete občine Jesenice pa so bili potrjeni prejemnica priznanja dr. Jožeta Potrča za delo v taborniški organizaciji, aktivna članica Društva upokojencev Jesenice in nekdanja predsednica krajevne skupnosti Sava Majda Gomilšek, Društvo GRS Jesenice ter Fotografsko društvo Jesenice. V Kulturnem domu na Dovjem je bila sinoči osrednja proslava v kranjskogorski občini ob današnjem kulturnem prazniku. Dovje je že vrsto let zadolženo za osrednjo kulturno občinsko proslavo in tudi letos smo pripravili zanimiv program. Seveda letos smo nekako se usmerili v petje. Predstavili se nam bodo ljudske pevke Društva upokojencev Dovje Mojstrana in pa seveda pevec Marjan Zgonc. Na Dovjem so sinoči nastopile tudi ljudske pevke Društva upokojencev Dovje Mojstrana. Visoko
V Leznikovi domačiji v Kranjski Gori pa so v petek odprli zanimivo razstavo. Na ogled so postavili skupinske pustne maske kranjskogorskih deklet. Teden pred uradnim maškarado in tik pred slovenskim kulturnim praznikom odpiramo razstavo, etnološko-muzejsko razstavo skupinske maske kranjskogorskih deklet. Zakaj smo pripravili to razstavo? Zato, ker so ta skupina deklet, lahko rečem, da je tudi zaznamovala kranjskogorsko družabno življenje v času od nekako 87. do 2007. Mogoče je bil to obdobje, ko so bila pustovanja malo bolj živahna, sploh po kranjskogorskih hotelih, recimo v Lariksu so se odvijala tekmovanja pustnih mask in potem v Prisanku so imeli še pustni ples. Zakaj ravno ta skupina deklet? Morda zato, moram reči, da je nekako idejna voditeljica Franja Krevzelj, vzgojiteljica iz Kranjske Gore, ki je prvotno formirala neko skupino žensk za telovadbo oziroma neko razgibavanje, ampak že kmalu so se oblikovali številni dogodki, družabni, kratkočasni, ampak prav s pustovanjem so pa izstopila iz tega ožjega družabnega kroga in posegla v krajevno dogajanje. Zakaj maske, prav njihove? Tudi zato, ker so uspele ohraniti vsaj 10 različnih mask iz tega obdobja, precej fotografskega gradiva in tudi 2 filmska posnetka. Razstava je v Leznikovi domačiji v Kranjski Gori na ogled do 22. marca. Na kranjskogorskih smučiščih je te dni zelo živahno. Še bolj pa so v pričakovanju zimskih počitnic, ko pod Vitrancem pričakujejo veliko ljubiteljev belih strmin. Vsa smučišča v Sloveniji, s tem tudi smučišče Kranjska Gora, smo vsi zelo odvisni od napovedi naših vremenoslovcev, tako da resnično upamo, da nam bodo v mesecu februarju te napovedi naklonjene. Samo smučišče Kranjska Gora obratuje s polno močjo, vse naprave so odprte, tako v Kranjski Gori kot v Podkornu, seveda tudi naše smučišče Slatna v Planici. Pričakujemo večje število obiskovalcev. Upamo resnično na lepo vreme, na lepe konce tedna in seveda smo vsi zelo dobro pripravljeni na zimske šolske počitnice. Pester program animacije, različnih dogodkov na smučišču, različnih tekmovanj. Tako da, kot sem že povedala, pričakujemo v Zgornji Savski dolini v mesecu februarju, ki je najbolj udaren mesec za smučišče Kranjska Gora, veliko število ljubiteljev belih strmin. Veliko število otrok, upamo, da bodo vsi naši obiskovalci v Kranjski Gori na našem smučišču zadovoljni. To pa je tudi prva domača naloga, ki jo moramo kot zaposleni na našem smučišču opraviti. Tako da še enkrat vsi toplo povabljeni, seveda tudi domačini, na prijetno in pa varno smuko na smučiščih v Kranjski Gori in v Podkorenu. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V sredo ob 17. bo seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim letni program športa in kulture, druga obravnava odloka o proračunu in poročilo o delu nadzornega odbora. Sejo bomo prenašali tudi na naši televiziji. Društvo upokojencev Jesenice jutri ob 17. vabi na družabno srečanje z družino Leskovšek z Jesenic in na proslavo ob kulturnem prazniku. Nastopili bodo moški pevski zbor, literati in Darka Rebolj. Etnološka delavnica izdelovanje pustnih mask bo v sredo od 9:30 do 11. potekala v Leznikovi domačiji v Kranjski Gori. Občni zbor Planinskega društva Dovje Mojstrana bo v petek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.
Odprtje likovne razstave Špele Oblak z naslovom Dežela za žark žene bo v četrtek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Na kmetiji Odprtih vrat pri Železanku Mojstrani bo v četrtek ob 18. potekalo vaganje na Debeli četrtek. Pripravljajo tudi bogate nagrade. V petek ob 18. bo v Kosovi graščini na Jesenicah predavanje z naslovom Poetika gozda. Predavala bo Brigita Požegar-Mulej. Na večnamenskem igrišču v gozdu Martuljku bo pustovanje potekalo v soboto ob 14. Veselo pustovanje za otroke in starše bo na osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice v soboto ob 17. Vse mlado, staro, norčavo in šaljivo je v soboto vabljeno na pustovanje in hokej v maskah na drsališču v Mojstrani. Začnejo ob 10. V soboto od 10. do 15. bo na snežni plaži pri hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori družinski dan z Romano Kranjčan, bogatim animacijskim programom in izborom najotroške maske. V soboto in nedeljo bo na Jesenicah potekal poročni sejem. V soboto od 15. do 20. v nedeljo pa od 10. do 18. V nedeljo bo Alpski smučarski klub Kranjska Gora pripravil drugi letošnji mini pokal Vitranc. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imejte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič.